svetega Jožefa srce, prosi za nas pri Jezusu, prosi za nas pri Jezusu. Iz srca pozdravljam vas z besedami svetega Frančiška. Dobrodošli pri oddaji o svetem Jožefu, dobrodošli dobri ljudje. Veselim se, da se bomo skupaj poglobili v življenje največjega svetnika, ki je kdaj živel na tem planetu, poleg Marije. Svetemu Jožefu je Bog zaupal najdražje, kar je imel na tem svetu. Jezusa, svojega sina in Marijo. Poglobimo se torej v to sveto življenje in se ga vzemimo za vzor. K svetemu Jožefu pa se zatekajmo kot k priprošniku v vseh tistih zadevah, ki kličejo za pomoč, za Božje varstvo in za spodbudo, da bomo kakor sveti Jožef hodili po pravi poti in izpolnjevali voljo nebeškega Očeta. Torej, dobrodošli. Sedaj pa prihajamo k zadnjemu poglavju te znamenite papeževe apostolske spodbude Odrešenikov varuh. 6. poglavje ima naslov Zaščitnik cerkve našega časa. Poglejte. Ko je papež Pij IX. hotel cerkev v njenih težkih časih zaupati posebnemu varstvu svetega očaka Jožefa, ga je razglasil za zavetnika katoliške cerkve. Papež je dobro vedel, da to dejanje ni bilo neumestno, ker je zaradi izredno visokega dostojanstva, s katerim je Bog obdaril svojega zvestega služabnika, cerkev za sveto devico Marijo, njegovo ženo, vedno visoko častila blaženega Jožefa, mu pela hvalnice in se prav posebno zatekala k njemu v težavah. Vprašam vas, kakšni so nagibi takšnega zaupanja? Poglejte sedaj. Papež Leon XIII. jih takole navaja. Razlogi in posebni nagibi, zaradi katerih lahko v svetem Jožefu gledamo posebnega varuha cerkve in zaradi katerih tudi cerkev zelo veliko pričakuje od njegovega varstva in od njegove pomoči, so predvsem v tem, da je bil Jožef Marijin mož in Jezusov domnevni oče. Jožef je bil nekdaj zakonit in naraven varuh. Bil je glava in branitelj svete nazareške družine. Zato je primerno blaženega Jožefa in nadvse je vredno, da tako, kakor je nekoč sveto skrbel za vse potrebe nazareške družine in jo ščitil, tudi sedaj s svojim nebeškim varstvom ščiti in brani Kristusovo cerkev. Za to varstvo pa je treba prositi. Cerkev ga vedno potrebuje, ne samo v obrambi proti vedno novim nevarnostim,
temveč tudi in predvsem kot podporo o podvojenih naporih za evangelizacijo sveta in novo evangelizacijo dežel in narodov, kjer, kako sem zapisal v apostolski spodbudi o krščanskih laikih, tako pravi papež Janez Pavel II, sta vera in krščansko življenje nekdaj kar najbolj cvetela in ki so se danes znašli v hudi preizkušnji. Cerkev potrebuje za prvo oznanilo o Kristusu ali da ga ponovno prinese tja, kjer so ga zavrgli ali pozabili, posebno moč od zgoraj. Ta moč od zgoraj pa je gotovo dar Gospodovega duha, vendar povezan s priprošnjo in zgledom njegovih svetnikov. Poleg učinkovitega Jožefovega varstva zaupa Cerkev v njegov izredni zgled, ki se ne tiče samo posebnih življenjskih položajev, ampak je predložen vsej krščanski skupnosti, pa naj bodo položaji in naloge posameznika ali vernika kakršnikoli. Kakor pravi konstitucija drugega Vatikanskega cerkvenega zbora o božjem razodetju, mora biti temeljna drža vse cerkve spoštljivo poslušanje Božje besede. Poglejte, prav to je brezpogojna razpoložljivost za zvesto služenje odrešenski Božji volji, razodeti v Jezusu. Od začetka človeškega odrešenja najdemo vzor utelešene pokorščine za Marijo, prav posebno v svetem Jožefu, to je v tistem, ki se odlikuje po zvestem izpolnjevanju Božjih zapovedi. In papež Pavel VI je pozival, naj se zatekamo pod njegovo varstvo, kakor cerkev rada dela v zadnjem času, najprej zase, za spontan teološki premislek o povezavi Božjega delovanja s človeškim, o velikem načrtu odrešenja, v katerem je prvo Božje delovanje samozadostno v sebi, medtem ko drugo, človeško, naše delovanje samo ne zmore ničesar. Vendar naše delovanje, čeprav še tako skromno, a plemenito, ostaja nujen pogoj. Vrh tega ga cerkev kliče na pomoč kot varuha zaradi globoke in zelo aktualne želje, da bi poživila svojo dolgotrajno bivanje z resničnimi evangelskimi krepostmi, kakršne so blestele v svetem Jožefu. Cerkev preoblikuje te potrebe v molitev. Ko se spominja, da je Bog ob zarji novih časov zaupal prav svetemu Jožefu v varstvo skrivnosti odrešenja, pa ga prosi, naj podeli
zvesto sodelovanje v delu odrešenja, najda nerazdeljeno srce po zgledu svetega Jožefa, ki se je ves posvetil služenju učlovečeni besedi in naj stori, da bi živeli v pravičnosti in svetosti, podprti zgledom svetega Jožefa in po njegovi mogočni priprošnji. In še tole. Že pred 100 leti je veliki papež Leon XIII spodbujal ves katoliški svet, naj moli za varstvo svetega Jožefa, zavetnika vse cerkve. Znamenita okrožnica Quam Pluries se je sklicevala na očetovsko ljubezen, s katero je sveti Jožef objemal dete Jezusa, in temu preskrbnemu varuhu svete družine je papež priporočil delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo. Poglejte, od takrat cerkev, kakor sem že omenil na začetku, pravi papež, ponižno prosi za Jožefovo varstvo in to po ljubezni, ki ga je vezala z brezmadežno devico Božjo materjo Marijo in mu zaupa svoje skrbi, zlasti zaradi nevarnosti, ki pritiskajo na vso človeško družino. In potem sveti oče nadaljuje, takole pravi: tudi danes imamo številne razloge, da enako molimo. Odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj utel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto cerkev Božjo, sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Tudi danes, prav danes, imamo trajne razloge, da vsakega človeka priporočimo svetemu Jožefu. In poglejte sedaj te znamenite besede blaženega Janeza Pavla II. Iskreno želim, da bi ta poživitev Jožefove osebnosti v nas obnovila tudi poudarke molitve, ki naj se po priporočilu mojega predhodnika pred 100 leti dviga k njemu. Gotovo je res, da ta molitev in sama Jožefova osebnost dobivata novo aktualnost za cerkev v našem času v povezavi z novim krščanskim tisočletjem. Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor nam je še enkrat povečal čut za čudežna Božja dela, za odrešenski načrt, pri katerem je bil sveti Jožef prav poseben služabnik. Ko se torej vsi priporočamo varstvu njega, ki mu je sam Bog zaupal varstvo svojih
najdragocenejših in največjih zakladov, se hkrati od njega učimo, kako služiti odrešenskemu načrtu. Naj postane prav sveti Jožef za vse posebni učitelj v službi Kristusovega odrešenskega poslanstva, ki pripada nam vsem in vsakemu v cerkvi, zakoncem, staršem, vsem, ki živijo od dela svojih rok ali drugega dela, ljudem, ki so poklicani k kontemplativnemu življenju. Beseda pomeni k zrenju, gledanju živega Boga, kakor tistim, ki so poklicani v vsakdanji apostolat. Pravični mož, sveti Jožef, ki je nosil v sebi vso dediščino stare zaveze, je bil uveden tudi v začetek nove in večne zaveze v Jezusu Kristusu. Naj nam pokaže poti te odrešenske zaveze na pragu prihodnjega tisočletja, kjer se mora nadaljevati in razvijati polnost časa, lastna, neizrekljivi skrivnosti učlovečenja Božje besede. Naj sveti Jožef izprosi cerkvi in svetu, kako tudi vsakemu od nas, blagoslov Očeta in Sina in Svetega Duha. Ta dokument, ki ste mu tako skrbno sledili, je bil dan v Rimu pri svetem Petru. Tistega znamenitega 15. avgusta 1989. leta, na praznik vnebovzetja Device Marije, v 11. letju mojega papeževanja, je zapisal sedaj blaženi Janez Pavel II. Hvala vam, predragi bratje in sestre, za gorečnost, za ogenj, za hvaležnost, za zaupanje, za priporočanje, ki se prebuja v globini vaših src. Ponavljam besede vesoljne doktorice cerkve: svete, svete, španske mistikinje Terezije Avilske. Karkoli sem ga v življenju prosila, ničesar mi ni odrekel. Srcem podobnim Tereziji Veliki ali Avilski se tudi mi priporočimo svetemu Jožefu in bomo lahko ponavljali: hvala ti, sveti Jožef, ničesar mi nisi odrekel, kar je bilo potrebno za naše zveličanje in za našo posvetitev. Amen.